A takole bo vedno tmovno, pa tako prijatno. Ja, upam, no? Pa povedno. Upajmo, da ne. Upajmo, da ne. Upajmo, da ne. Nisi do konca poslušali se nekaj, če bo tako polno, tako prijatno. Pogosto ja, bile. Ne imate gor, ne postavce, ne? Zdaj lahko se držite gor, ne? Se imate prevaja krepno. Lahko probamo, da se dvigne, koliko se dvigneš gor, ne? Jaz se ne morem. Kdo bo čuval pol troka? Zdaj že? Probi, ne, da je deset, kaj gre do. Kasneje, no, prosim. Smo eno stavo. Majke, kaj mi zvignil. Noben noč ustav dobro. O, Tilka, vedno sem, kaj se ga skrivaš? Aj, ne moraš, ne, da vrjeti. So vas zagradili? Lepo pozdravljeni vsi skupaj v imenu društva Stigma. Dobrodošli v teh novih prostorih. Jaz sem zelo vesel, da ste se odzvali v takem velikem številu. Mogoče to kaže tudi na to, da je ta dnevni prostor mogoče še premajhen. Še posebej bi se zahvalil za vašo udeležbo vsem financerjem in podpornikom programa, Mestni občini Ljubljana, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvu za zdravje, Zavodu za zdravstveno varstvo Koper. Vsa zahvala tudi vsem uporabnikom naših programov, ko so tudi precej sodelovali pri sami renovaciji teh prostorov in pa pri urejanju prostorov, in pa vsem mojim sodelavcem, ko so tudi vložili kar precej dela, da je ta program sploh lahko zaživel. Društvo Stigma, če na hitro povem, je bilo ustanovljeno leta 2003, deluje pa po principih prvega društva Stigma, ki je bilo ustanovljeno že leta 1991. Te naši programi so namenjeni uporabnikom nedovoljenih drog. Glavne naloge našega društva oziroma glavni cilji, ki jih hočemo doseči, so zmanjševanje škode v zvezi z uporabo drog, nepotrebna škoda, ki lahko potem nastane. S samimi programi motiviranja uporabnikov k manj tveganim vedenjem probamo zagotoviti to, da se recimo v zdravstvenem vidiku ne širijo razni virusi, ki so s krvjo prenosljivi, to je HIV in pa hepatitis. Sicer pa je program bolj socialno-varstveno naravnan, kar pomeni, da izvajamo tudi svetovanje in pa informiranje uporabnikom drog. Drugi programi, ki jih v društvu izvajamo, so terensko delo s posebej prirejenim kombijem, ki si ga kasneje tudi lahko ogledate tukaj zunaj parkiran, s katerim izvajamo program v Ljubljani, Kranju, Kamniku, Kočevju, Ribnici in pa Novem mestu. Izvajamo tudi program svetovanja v zaporih v Ljubljani in pa na Igu in pa telefonsko svetovanje v Zupančičevi jami. To je bilo na kratko. Hvala. Dobar dan, lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V slovenskem prostoru že vrsto let spremljamo problematiko zasvojenosti in moram povedati, da v zadnjih letih še vedno opažamo naraščanje števila uživalcev drog. In prav zato naše ministrstvo skrbno sledi tej problematiki in jo poskušamo reševati na več načinov. Seveda to delamo na dveh nivojih, v okviru redne socialne službe, se pravi v okviru rednih storitev in pa v okviru dopolnilnih programov socialnega varstva. Moram povedati, da smo v zadnjih letih naredili kar velik korak na tem področju in to predvsem tako, da smo poleg mreže visokopražnih programov, kamor sodijo terapevtske skupnosti, komune, informacijski centri, programi svetovanja, razširili tudi mrežo nizkopražnih programov. In dnevni center, kakršnega odpirate danes, je odraz dobrega, uspešnega dela in sodelovanja tako med našim ministrstvom, lokalno skupnostjo, civilno sfero in uporabniki. Naj povem, da je to 5. dnevni center, ki smo ga odprli v Sloveniji. Poleg tega pa smo v zadnjih 2 letih razširili tudi mrežo terenskega dela, kjer nam je pri tem projektu pomagalo tudi Ministrstvo za zdravje. Jaz bi vam ob tem trenutku iskreno čestitala tako društvi Stigma, kakor tudi uporabnikom, kajti mislim, da s tem prostorom smo pridobili tudi delček na področju pozitivnega dela in pomoči uporabnikom. Hvala lepa.
Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Jaz bi čist na kratko povedal, da naše ministrstvo z veseljem spremlja razvoj tako društva Stigma, kot razvoj visoko- in nizkopravnih programov po Sloveniji. V zadnjih letih je bilo dejansko že zelo veliko narejenega v naši državi, tako da že imamo neko mrežo, s katero smo lahko v tem trenutku zadovoljni. So pa seveda pred nami tudi novi izzivi. Spomnil bi se, da je društvo Stigma pred 4-5 leti začelo svoje delo na podlagi ene raziskave o potrebah po storitvah pomoči v Ljubljani. In jaz lahko mogoče potegnem eno paralelo s to raziskavo, ki je ugotovila, da so potrebni ravno takšni prostori. In društvo Stigma zdaj realizira te rezultate raziskave uspešno. Jaz jim želim še veliko uspeha naprej, posebej pa predsedniku tega društva, ki dejansko zelo uspešno dela in rezultati so vidni. Hvala. Dobar dan vsem skupaj. Ko poslušam te govore, moram priznati, sem mešanih občutkov. Po eni strani sem žalosten, da sploh rabimo take prostore, po drugi strani sem vesel, da imamo ljudi, ki želijo pomagati. Ko je predsednik govoril v svojem nagovoru, se vsem zahvaljujem, je pozabil en pomemben segment ljudi, ki se mi je potrebno zahvaliti. To so sosedje. In jaz, ker danes imam tu priliko jih videti, sem hvaležen, da tako lepo sprejemajo in vas tudi prosim, da ta center ostane res tak center, da ne bo na poto tudi sosedom, ki tu živijo. Namreč treba povedati, da ta del Ljubljane bo z drugim letom postal eden bolj obiskanih delov Ljubljane, postaja del celote turistične ponudbe, kajti ko naredimo most, ki bo vezal Mesarski most, Adamič-Lundov nabrežje in pa Petkoškov nabrežje, bomo dobili več tu obiskovalcev in v končni fazi, tiste minute, ko bomo usposobili garažo po Tržencu, bomo tudi zaprli za promet tudi ta del, tako da bo do tu polna zapora. Kar pomeni, da je prostor, ki je namenjen društvu Stigma in vsem uporabnikom, praktično tisti turistični poti. In jaz si zelo želim, da je to sobivanje med stanovalci, ki hočejo svoj mir, ki hočejo uživati to lepoto, in uporabniki tako dobro, da lahko živimo ne z drugimi. In prednost Ljubljane ravno v tem, da je odprto mesto, da je mesto tolerancije in strpnosti, kar dokazujemo že dalj časa. Konec koncev smo bili edini, ki smo podpirali in sprejeli družino Strojan in sploh ne razumem problema, po enem letu se praktično vidi, da ni nobenih problemov z njimi. Tudi upam, da te prostori bodo nam v ponos, vam v pomoč, lokacija odlična in predvsem, da ne bomo moteči, pravim, za tukaj živeče ljudi. S tem bi tudi zaključil, razglasil, da so prostori radno odprti in vam želim uspešno uporabo teh prostorov, tako uporabo in tudi to vas prosim, da vsem uporabnikom to sporočite, da pri tej uporabi, pri tej pomoči, ki jo dobivajo od obeh ministrstv, od Mestne občine Ljubljana, ne smemo motiti druge. Hvala lepa. No, zdaj bi pa vse skupaj povabil, ko vidite že po mizah na en manjši prigrizek, šampanjce se že odpirajo. To, kot sem pa že prej omenil, naš kombi, ki smo ga hoteli pokazati, je parkiran tukaj 50 metrov naprej, tako da če se kdo hoče ogledati, tudi lahko. Hvala. Ja, prej da bi svoje vprašal.